Pozdravljeni, ljubitelji pravljic. Danes vam bom povedala pravljico, slovensko ljudsko, ki nosi naslov Od grofa brez knofa. Nekoč je živel grof, ki je bil tako skopušen, da še sebi ni veliko privoščil. Namesto knofa, namesto gumba, si je dal na hlače prišiti kar eno majhno leseno palčko. Ta grof je tudi ves čas iskal hlapca, ker je bil tako skop, da so mu vsi pobegnili, nihče ni dolgo zdržal pri njem. Blizu gradu pa je živel en siromak in ta je imel 3 sinove. Vsega jim je zmanjkalo, denarja, kruha, moke, in tako je nekega dne oče rekel svojim sinovom: Fantje, pojdite do grofa, pa ga prosite, da vas sprejme v službo. Karkoli boste zaslužili, vse nam bo v pomoč. In tako so res odšli. Najprej je šel prvi sin. Je šel in je prišel do grofa. Ga je prosil za službo. Grof je rekel: No dobro, vzamem te, ampak veš kaj, pri meni je takole. Če boš jezen, ti ne bom plačal nič. Če bom pa jaz jezen, potem te pa plačam, potem bo pa dobro zate. In je fanta poslal v gozd. Dal mu je sekiro, pa še torbo. In je rekel: Veš kaj, v tej torbi je vse, kar rabiš. Notri je hrana, notri je pijača, vse. In je fant odšel v gozd na delo. In je cel dan skladal drva. Potem se je posedel, da se malo odpočije, da se malo okrepča, pa videl, da je torba zaklenjena. On je bil utrujen, je bil žejen, lačen, torba pa zaklenjena. Tako da nič ni mogel dobiti ven. Ko je zvečer prišel do grofa, ga je ta vprašal: No, fant, kako je bilo? A si kaj jezen? Jezen, žejen, vsega, je rekel fant. Grof ga je spodil in mu ni nič plačal. Zdaj je prišel služit drugi sin. Tudi ta je prosil grofa za službo, vse sta se zmenila, kaj bo, če bo jezen, kaj bo, če ne bo jezen. Grof ga je poslal past krave in tudi njemu je dal tisto torbo. Fant je šel, sonce je pripekalo, žejen je bil lačen, pa ugotovi, da je torba zaklenjena in nič ni mogel dobiti ven. Zvečer ga je grof vprašal: No, fant, a si kaj jezen? Jezen, kaj ne bom jezen, jezen sem kot pes, žejen, lačen, jezen, je rekel fant. In grof je tudi njega spodil in mu ni plačal nič. Zdaj je prišel prositi za službo še najmlajši sin. Ta je bil pa prebrisan. Z grofom sta se vse zmenila in grof ga je poslal past prašiče. Fant je odgnal tiste prašiče in je toliko časa hodil, dokler ni našel sence. Se je usedel, pa je počival, pa gledal tiste prašiče. Pa postane lačen. Žejen je tudi že bil. Gleda, pa vidi, da je torba zaklenjena. Jo je pa kar razbil. In si je privoščil vsega, kruha, sira, pijače. In ko je takole lepo ležal potem v senci, ves zadovoljen in sit, pa sliši, ko grejo mimo trgovci. Prašiče so kupovali. In si misli: Joj, zakaj pa ne bi še jaz prašiče prodal? Jih ustavi in je res prodal vse prašiče, od prvega do zadnjega. Potem jih je pa še prosil, če bi lahko kakšnemu odrezal ušesca, kakšnemu pa repke. In so mu trgovci dovolili in je res prašičem porezal tiste repke pa ušesca in jih je posadil v blato. Potem se je pa vrnil na grad in je rekel grofu: Joj, grof, nesreča se je zgodila. Ko bi vi vedeli, kako je začel pihati veter, kakšen vihar je bil, vse prašiče je pometalo v blato.
Blato je bilo pa takšno zdrizasto, veste, in so vsi prašiči potonili. Še zdaj se vidi kakšen repak, pa kakšno ušesce. Greste lahko z mano, pa se prepričate na lastne oči. In grof je res šel s fantom, da pogleda, kako je kaj z njegovimi prašiči. Ko je prišel tja, povsod je bilo blato in res tam v blatu repki, ušesca. Grof je prijel za repak, mu je pa tako spodrsnilo na tistem blatu, da je padel. Ja, in je bil ves umazan, ves blatan. Grof je začel preklinjati, začel je psovati, obraz je bil čisto rdeč. Fant ga je pa samo vprašal: ja, gospod grof, a ste kaj jezni? Jezen, kaj ne bom jezen, zdrobil te bom, je rekel grof. Fant je rekel: saj veste, kaj sva se zmenila. In grofu potem ni preostalo drugega, kot da je šel po svoj mošnjiček in je fantu plačal. In je šel fant vesel domov. Je dobil toliko cekinov, da jim nikoli več ni bilo treba skrbeti. Pa tudi k grofu ni šel služiti nikoli več nihče.